Lepo pozdravljam Veroniko Rot, prevajalko, ki je pravzaprav zaznamovala slovenski prostor in ga na nek način tudi obogatila s prevodi iz španščine, hispanoameriške književnosti tudi in katalonske književnosti. V svoj bogat opus je vključila tudi knjigo, ki je šla pri založbi Malins in nosi ime Poti svobode, avtorice Maite Carranza. V originalu je ta naslov, zdaj upam, da bom to pravilno izgovorila, ker katalonsko ne govorim, Camins de Llibertat, sem pravilno izgovorila? Ja, Okay. v redu bo. V redu bo, za prvič. Avtorico, ki je zelo priljubljena pravzaprav v Španiji in je tudi ena od redkih španskih avtoric, ženskih, ki je prejela prestižno nagrado za mladinsko književnost. Prav tako pa so jo tudi bralci leta 2017 prav za tale mladinski roman Poti svobode izbrali kot najbolj priljubljeno, oziroma je bil ta roman sam izbran za najbolj priljubljenega. Zdaj še nekaj besed samo o tej knjigi, o kateri bova tudi malce kasneje spregovorili. Gre pravzaprav za nekakšen uspešen preplet ljubezenske zgodbe pripovedovalke, 17-letne pripovedovalke Amalije, ki se odpravi na Pireneje, kjer se po pogovoru z babico, ki razkrije nekakšno družinsko zgodovino, odpravi po sledeh svojega pradedka, ki je skrivnostno izginil prav tam v Pirenejih in na nek način preko svoje lastnih ljubezenskih zapletov spoznava tudi težo dogodkov španske frankistične diktature, ki je zelo zaznamovala to ozemlje. In kot sem že omenila, je prevajalka, ki je tukaj z mano, pravzaprav zaslužna za to, da lahko to delo spoznavamo v slovenščini, zato bi tudi moje prvo vprašanje bilo pravzaprav bolj vezano na samo prevajanje kot vašo osrednjo dejavnost, bomo tako rekli. Lahko mi kar poveste, kaj vam pomeni prevajanje in kako se ga lotevate, na kakšen način? Najprej hvala za lep uvod in za te besede. Prevajanje je zame v prvi vrsti poglabljanje v različne načine razmišljanja, doživljanja in izražanja. Pri prevajanju moraš slediti zgodbi, se poglobiti v junake, ki nastopajo v njej, obenem pa spoznavaš še načina, kako se izražajo. Začutiti moraš jezikovni slog, v katerem je zgodba napisana. Tako da je zame prevajanje v bistvu poglabljanje v same neke doživljaje, pa tudi poglabljanje v jezik. Je pa tudi nenehno iskanje nekega ravnovesja, kot da bi hodil po vrvi, ker iščeš to ravnovesje med izvornim jezikom in jezikom, v katerega prenašaš. Zato, ker stalno iščeš neke ustreznice. Nobene besede so med sabo različne, vsaka nosi malo drugačen pomen in tvoja naloga je, da najdeš tisto, ki je najbolj ustrezna. Ne samo po neki slovnični ali pa plati pravilnosti jezikovne, ampak tudi po tej čustveni ali nekako doživljajski plati. Tako da se mi zdi nekako kar eno tako detektivsko delo, ko moraš ugotavljati, kako je pisatelj nekaj napisal, kakšne metode je uporabljal, zakaj je nekaj napisal, in vse to se potem pretaka tudi v sam jezik pripovedi v slovenščini. Zanimivo. Kako se pa, recimo, vi prevajate iz španščine in katalonščine, ne? Tudi tole delo, ki smo ga prej omenili, Poti svobode, ste prevedli iz izvirnika, torej iz katalonščine. Zdaj me zanima, če lahko nam malo več poveste o razlikah med temi jeziki, torej med katalonščino in španščino, pa mogoče v primerjavi s slovenščino. Kako sta ta dva jezika, kako se razlikujeta? Ja, zdaj
Španščino in katalonščino je slovenščino težje primerjati, zaradi tega, ker pač španščina in katalonščina so jeziki, ki izhajajo iz različnih jezikovnih družin. Španščina in katalonščina sta romanska jezika, izhajata iz latinščine, imata druge neke zakonitosti in pravila. Slovenščina je slovanski jezik, ima spet pač druga pravila. Pri meni je naprimer, največja razlika je tudi ta, da v slovenščini imamo sklanjatve, imamo dvojino, česar v španščini ne poznajo, ampak se izraža pač to, kar mi razložimo s skloni ali temi oblikami se izraža na drugačne načine, so drugi pač prijemi. Španščina in katalonščina sta obe imata dosti bolj zakomplicirano to strukturo časov ali pa pogojnikov in se to, ko v slovenščini mogoče ni tako zelo zakomplicirano. Tako da po eni strani nekatere prvine so v španščini in katalonščini bolj zapletene, druge so pa v slovenščini. In glede tega, glede španščine in katalonščine razmerja med njima, je pa tako, da je katalonščina celo malo bolj podobna francoščini ali pa po izvoru besed je bližje francoščini kot španščini, čeprav je znotraj Španije. Tako da to na kratko, na primer. Jaz katalonsko ne govorim pa špansko, ampak lahko tudi jaz rečem, da se mi zdi bližje, celo francoščini, tako čisto laično, no? Tudi po mogoče načinu izgovora je malo bližje francoščini, čeprav je pa tako, da te jezike, ki so nekako iste jezikovne skupine, če vidimo v pisani besedi, jih lažje razumemo ali pa hitreje vidimo podobnosti, kot če jih slišimo. Španščina in katalonščina sta po zvoku precej različni, ko vidimo pa zapisano, mogoče pa najdemo več podobnosti. Sta pa to dva različna jezika, ki imata svoja pravila, v marsičem sta si podobna, v marsičem sta si pa različna, tako kot je to znotraj vseh jezikov v določeni družini. Ampak vi ste po izobrazbi hispanistka, pa ste se katalonsko naknadno naučili? Jaz sem končala študij španskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pa filozofijo sem tudi končala v Ljubljani. Potem sem šla pa na podiplomski študij v Barcelono, kjer sem bila 3 leta in sem tam v bistvu že predavanja imela v katalonščini. Hodila sem pa tudi vsakodnevno na tečaje, ker v Kataloniji imajo in za tujce in posebne tečaje, ki so zelo, zelo ugodni cenovno, so pa zelo dobri in kjer se pač lahko priučiš katalonščine na različnih jezikovnih stopnjah. No, zdaj bi vas poprosila, da nam nekaj poveste mogoče o tem, kako se samo prevajanje razlikuje, če prevajate recimo knjige za odrasle ali pa mladinsko književnost. Kaj to prinaša za prevajanje? Se pravi, kakšne so razlike, kakšne so podobnosti? Jaz verjamem, da je obojega nekaj, ne? Te definicije, mladinska književnost, književnost za odrasle, se meni zdijo, da so včasih mogoče malo preveč stroge in da smo zelo, zelo tako pač v veliko pomoč raziskovalcem literature ali pa tudi, ne vem, razporejanju knjig po policah v knjižnici, pa to je pa to, literatura je vedno polje, ki nekako valovi skupaj in mogoče so teme drugačne, ampak
ali pa bolj neposredne za mladino, bolj doživljajske, ampak vse vidimo, ne, tudi mladinska literatura je zelo raznolika, je lahko doživljajska, fantazijska, izkustvena, pač zelo, zelo različno, ne. Mogoče so še največje razlike v tem jezikovnih prijemih, da je jezik mogoče malo bolj neposreden, da ni toliko, da stavki niso toliko dolgi, ampak tudi to je zelo težko reči, zato ker so knjige zelo, zelo različne med sabo. Mislim pa, da je pri mladinski literaturi bistveno to, da zanima mladino in da ni napisana z mislijo pišem za mladino, pisati moram tako, da me bojo razumeli. Jaz mislim, da je treba pisati na tak način in prevajati na tak način, da je zanimivo, da se nekako lahko bralec, ne glede na to, je star, ne vem, 5, 10, 15, 25 ali pa 55 ali pa 75 let, s tistim poistoveti ali pa začuti moč tistega, kar je napisano. Je pa zagotovo pri mladinski literaturi je veliko tudi teh slengovskih izrazov, sploh če se dogaja v teh družbenih omrežjih ali pa razne, ne vem, nadlegovanja, če se dogaja v srednješolskih, osnovnošolskih, potem je treba tudi jezik temu prilagoditi. Jezik ne more biti tok, če opisuje neko živahno življenje mladine, ne moremo govoriti o 300 kosmatih medvedov. V tem smislu mora biti pač bolj sočen, tak, kot ga uporablja mladina, kar je pri določeni starosti težko in je treba imeti svetovalce. Meni pomagajo hčerke in se posvetujem z njimi. Mislim, da prevajalca predvsem ne sme biti sram vprašati tudi nekoga, ki ni jezikoslovec, na svet, kako se kaj reče in kako se napiše in to poslušati. Kaj vam je bilo pa največji izziv, ravno zdaj, ko smo govorili o mladinski književnosti, ki je tako, kot ste rekla, težko spet, ker tudi ta roman Poti svobode je pravzaprav zelo zanimiv tudi za odraslega bralca, ne? Tako da me zanima, kaj vam je pa pri prevodu tega dela predstavljalo največjo oviro, dajva reči, ali pa kaj vam je bilo v največji izziv mogoče? V bistvu težko, je kar taka malo hecna stvar. Največ časa sem se ukvarjala s tem, ali bi prevajala skavti ali taborniki v slovenščini. Naprimer, to je zanimivo, zato ker to ne kaže samo na neko jezikovno zagato, ampak kaže tudi na kulturne, zgodovinske, ideološke razlike. To je vse, jezik, zgodbe, to so odraz sveta, so odraz sedanjosti, preteklosti, vsega, kar se nam dogaja. In v teh mogoče skavti, taborniki, kaj zdaj tukaj v našem slovenskem prostoru je bolj pomembno, bolj ustrezno. V Kataloniji je pač skavtska organizacija, ampak ta skavtska katalonska organizacija ni ideološko v bistvu opredeljena. Ni usmerjena, ni religiozno usmerjena, kot je ta razdelitev, ki ponazarja našo situacijo slovensko med skavti in taborniki pri nas. Skavti sicer sledijo nekim etičnim enotnim vrednotam obe organizaciji, ampak skavti imajo tem dodane še to katoliško vrednoto. Podlago, pa vrednote. Podlago, vrednoto oziroma miselnost, je v bistvu tudi katoliška organizacija. Zato bi bilo po neki mogoče bolj pravilno,
prevajati taborniki, vendar pa je razdelitev, kot je katalonska razdelitev skavtske organizacije, je pa enaka, kot je pri nas skavtske organizacije. Tako da je v bistvu Že tukaj zagata, ne? Je zagata, tako da sem pač kot skavti, ampak tudi kot taborniki in taborniško življenje, taborjenje in tako. Ampak to je ena taka stvar, ko precej razmišljaš o tem, in potem razmišljaš tudi o podobnostih, o vzporednicah med zgodovinami, usodami narodov in jezikov. Pa pri tem je vedno pomembno tudi, da dobro pozna prevajalec seveda okolje, ne? Se pravi, vi dobro poznate tudi Katalonijo, ne? In na ta način potem lažje razmišljate sploh o teh prevajalskih problemih in zagatah, ne? Ker če bi se tega lotili brez tega kulturološkega ozadja, bi bilo verjetno to čisto drugače, ne? Ja, ampak jaz mislim, da je to bistveno, tudi pri samem prevajanju, tudi ko dobiš neko knjigo v roke, se mi zdi, da je za prevajalca dobro, da se tudi pozanima o ozadju vsega tega, zaradi tega, ker mogoče šele takrat odkriješ večplastnost pomenov besed, zgodbe in vse. Tako da jaz ponavadi če česa ne poznam ali pa če mi nekaj, če pri nečem dobim malo čuden občutek, da mogoče nisem čisto popolnoma zagrabila, se pač pozanimam, raziskujem. Bistvena je radovednost. Seveda. Ravno to sem hotela dodati, da prevajalec mora biti vedno radoveden, ne? Ja. In si ne sme misliti, da vse ve. To pa zagotovo. Kako bi pa tale naslov samega romana Poti svobode povezali z vsebino knjige? Za kakšno vrsto svobode se vam zdi, da gre pri sami glavni junakinji, pa tudi pri ostalih protagonistih? Svobode so različne. Svoboda je pač nek višji pojem, ampak svoboda je lahko tudi to, da se otrok osvobodi nekega vpliva staršev. Saj ne spodbujam k izrazitemu uporništvu, ampak mislim, da je svoboda tudi ta pri odraščanju, da mogoče slediš neki svoji poti, nekemu svojemu načinu razmišljanja, da si drzen, in to nam ta Aleksija v romanu tudi pokaže, in da tudi mogoče ne gre slepo verjeti vsega ne staršem, ne starim staršem, ne državi, ne zgodovini, da je dobro imeti kanček dvoma vsem, biti radoveden in si drzen raziskati stvari in si ustvariti lastno mnenje. Po drugi strani je potem tudi svoboda odnosov, o tem, koga si izbereš, v koga se zaljubiš, koga si pripravljen imeti rad in česa tudi ta izbira, česa pri nekom ne maraš in ne boš sprejel, da bi te naredil za ujetnika tega. Pač svoboda izbire, imeti rad tistega, ki si želiš imeti rad. In je pa ta knjiga pač prežeta še z to višjo svobodo, svobodo neke usode posameznika v družbi, usode naroda v družbi in s to vrednoto, ki bi jaz rekla da bi morala biti neka splošna svetovna vrednota, da ne stori drugemu tistega, če se ne želiš, da bi storil tebi. To, da pač tvoja svoboda tudi ne sme omejevati ali pa preprečevati svobodo drugega. Da tudi svobode, vsak je lahko
lahko svoboden na svoj način, mora iskati to svobodo, ampak mora pri tem paziti, da svojo svobodo ne zatira in ne omejuje drugega. Ne? Tako nekako. Ja, zelo lepo povedano. Bi lahko nekako povezali tole dogajanje, kot sem že v uvodu omenila, v bistvu je sama vsebina knjige tudi zelo vezana na obdobje španske frankistične diktature, ne? Tole raziskovanje glavne junakinje, ki pravzaprav kot detektivka nekako tudi zaradi svoje babice raziskuje ozadje svoje domovine. In bi lahko mogoče povezali tole špansko državljansko vojno tudi z dogajanjem na naših tleh, še posebej na Primorskem, odkoder, če sem prav razumela, tudi izhajate, ne? Ja, jaz sem severne Primorske, s Tolmina. Gotovo, so tukaj in to je te usporednice, usode manjših narodov, manjših jezikov, čeprav je katalonščina pač tokrat, ne vem, 3-krat, 4-krat več je katalonsko govorečih kot slovensko. Vendar pa vseeno, ti narodi z manjšimi jeziki, z manjšimi številčno manjšimi, mislim, kulturami v primežu teh večjih narodov, to usode so podobne. Število pomeni tudi velikokrat občutek superiornosti. In ta občutek superiornosti se pa hrani ravno s tem, da zatira tiste, ki so drugačni, to raznolikost. In to se je dogajalo Slovencem pod fašizmom, pod italijanskim fašizmom, da je slovenščina bila prepovedana, da so izvajali pač kruto zatiranje in to se je dogajalo tudi v Kataloniji. Le da se je v Kataloniji to dogajalo do leta 1975. In od državljanske vojne leta 1939 do leta 1975 do smrti generala Franka. In to je, mislim, da genocid nad jezikom, nad kulturo in zločin, da se nekoga zaradi tega, ker se izraža v drugem jeziku, poskuša zatreti, da se ga ne poskuša razumeti, sprejeti kot enakovrednega, temveč ponižati in zatreti kot manj vrednega. In to se mi zdi pač grozljivo in to mislim, da bi moral biti opomin za človeštvo ali pa civilizacijo nasploh. Tudi v današnjem času, ko se mogoče to ne dogaja toliko na jezikovni ravni ali pa ne tako očitno, se pa dogaja na drugih stvareh to zatiranje, zavračanje in sovražnost do drugačnih. No, se to vaš odgovor je v bistvu malce povezan tudi z mojim zadnjim vprašanjem, ki je mogoče še najbolj aktualno in tudi po eni strani zelo povezano s samo vsebino knjige in s tem, kar ste tudi sama povedala. Kako gledate na kratkoročne in dolgoročne spremembe, ki jih prinaša tale pandemija in situacija, v kateri smo se znašli? Kako ste vi mogoče občutili pomanjkanje svobode v času karantene? Kako ste to dojemali? Jaz moram prav iskreno priznati, da sem glede vsega tega še vedno kar malo zmedena in da je ta občutek, seveda vem in se zavedam in se tudi držim tega, da je treba paziti, da se virus ne raznaša, ampak boli me ta sovražnost. Ta sovražnost in tudi ta represija, da se te grožnje, delati morate tako in tako in tako, ta ukazovalnost. Jaz mislim, da ljudje smo oziroma moramo razviti sposobnost sočutja drug do drugega, da vemo, da lahko s svojim ravnanjem nekomu škodimo in da se moramo naučiti, da tega ne počnemo. Ampak zato ne potrebujemo groženj, ne potrebujemo sovražnosti. In mislim, da ne vem, mene
čeprav sem na prvi trenutek bila zadovoljna, svet se bo malo ustavil, malo si bomo odpočili, ampak moram pa priznati, da me je ta tesnoba tega prisilne odtujitve drug od drugega, a ne? Predvsem zaradi načina, kako je bilo to izvedeno, ne zato, ker bi mislila, da ni potrebno, ampak zaradi načina, kako se nas je ločilo drug od drugega in kako se je drug v drugemu videlo sovražnika, ne, ta lahko nosi virus, mora iti stran, a ne, odmaknimo ga od sebe. To se mi zdi pa boleče in nevarno. Seveda, ja. Ker se v bistvu za dosego nekega istega cilja bi lahko uporabljal čisto drugačne pristope, ne? Tako, ja, tako, ja, in zdi se mi tudi, sploh to, kar se pa glede šol, ne, zdaj dogaja, jaz mislim, da mladina, da mladi predvsem rabijo občutek, da so drug z drugim, že tako je svet tako odtujen, večinoma komuniciramo prek računalnikov, telefonov in ne vem kaj. Ampak jaz mislim, da vseeno bi mogli znati pa govoriti drug z drugim, resnično drug z drugim, ne drug mimo drugega. In da bi se morali to znova naučiti in da bi take ustavitve, kot je ta virus, da bi mogli vzeti kot opomnike, da mogoče v družbi pa ni vse v najboljšem redu, da ni prav, da smo tako razdeljeni, jaz sem s tem, ta je drugačen, ne bom z njim, ampak da moramo mogoče bolj sodelovati, pa tudi družbeno gledano, da so sistemi solidarnosti, kot so javno zdravstvo, javno šolstvo, da je to pomembno, da je to osnova družbe, zaradi tega, ker to nam daje možnosti, in to nam daje enakovreden položaj. In jaz si pač to želim, da bi bil ta virus, ta opomnik, da je treba biti drug z drugim solidaren in da bi morala družba delati več na enakovrednih možnostih za vse, za otroke, ki se šolajo, za mladino, ki potrebuje družbo, za starejše, ki potrebujejo bližino svojcev in človeške sisteme oskrbe. Bojim pa se, da je represija, če se ji ne bomo na nek način, če se ji svoboda ne bo uprla, da je zelo premočna. Upam, da ne. Upam, da bomo, da nam bojo tudi take knjige, kot so Poti svobode, dale, ne vem, neke vzvode mišljenja, da bomo razmislili in da bomo rekli, ne, mogoče ni pomembno, da imamo toliko in toliko evrov, mogoče je bolj pomembno, da gremo z nekom na sprehod v naravo, pa čeprav mora biti 1,5 metra razdaljen. Se popolnoma strinjam. Ja. Na tem mestu bi se vam kar zahvalila, da ste si vzeli čas in tudi za vaše lucidne vpoglede in v prevajanje in v svobodo, oziroma vprašanje o svobodi, o kateri se mi zdi, da zadnje čase vsi tudi nehote razmišljamo, še toliko bolj, kot smo prej, ker smo pač se znašli v takih malce čudnih časih. Tako vam najlepše zahvaljujem in upam, da se bova kmalu lahko pogovarjali tudi v živo in se srečali tudi vsemi tistimi, ki naj jo bodo poslušali. Ja, najlepša hvala. Hvala za vprašanje in vabljeni k branju in k razmišljanju. Tako. Mislim, da obe priporočava tole knjigo, ne? Definitivno, zagotovo. No, najlepša hvala. Ja.